so nove špegle dobila, lej. Ja. Lej, no. A niso fajne, ala? Ja. Kaj delaš ti zdaj štura? Ne bi medva rešiš to začela delati. Meni je včeraj rekel tudi Jani, da moram jaz tudi kaj delati, da ne smem sem gledati zraven. Sam pa te kaj veš leči, pa te pogledaš, jaz pa kar ne gledam, sem zraven. 50 ljubezenskih nasvetov na ber. A vidiš, zdaj pa lepo. Dobro dan iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Množični protesti na iranskih ulicah se nadaljujejo. Iranski svet varuhov je namreč odločil, da v Iranu ne bodo razveljavili spornih predsedniških volitev, saj med volitvami niso ugotovili nobenih večjih nepravilnosti. Spravi, nepravilnosti so najverjetne bile, ampak niso bile ful velike ali neki. Svoje mnenje o dogajanju v Iranu pa je na predstavitvi knjige Pot na Orient povedal tudi avtor knjige Ervin Hladnik Milharčič, spravi, avtor knjige Pot na Orient. Ej, kako lahko oni meni govori, kako se lahko jaz zalubim, kako se ne morem zaljubiti, pa kako ne moreš tega vedeti, kaj pa če zdaj on ta stopim, pa tam ne pride en memo, pa bom rekla, kršen duš ti spa, direkt ta pravi za mene, kaj bo te pol naredili, ti povej mi še to zdaj ti, na? Ne moreš ti cajt govoriti pa Ervin Hladnik Milharčič. Ljudje ne zahtevajo padca režima, zahtevajo nove volitve. Zahtevajo ne diktatorji, ali kako? Zahtevajo to, da se pač njihov glas upošteva. To je vse. Če glik še ta baba bi bila za tebe, se pa le meni zdi, lej no. Dej no, dobro ti hočem. Na včerajšnji seji je nadzorni svet Istrabenza sprejel odstop člana uprave in nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja. Prilagamo sliko, je v objavi. Aha, to je tukaj nekaj bo slika, ok. Kot je povedal, Bavčar bo odstop pospešil razvoj dogodkov v Istrabenzu v pravo smer, saj pravi, da... Čak, ves ta čas ni šlo zame, ampak le za Istrabenz. Predsednik vlade Borut Pahor je komentiral rezultate, to je bila novica, tako, se pravi, zdaj, predsednik vlade Borut Pahor je komentiral rezultate zadnjih javnomnenjskih anket, ki vladi namenjajo slabo zaupanje javnosti. Reče A, B, tak naredi, na. Da vidimo, kaj je povedal Borut. Razmiga, ne možeš takle brati tako, da si se glih zdaj zbudil, na. Gdje jih malo, take moraš delati. Borut Pahor. Imamo tako zaupanje, kot si ga zaslužimo. Jaz se skupaj s svojimi kolegi trudim, da bi z rezultati opravičil zaupanje, ki smo ga dobili na lanskoletnih volitvah. Ne samo kriza, tudi nekatere druge odločitve očitno vnašajo nek dvom v to, ali smo sposobni to situacijo rešiti v njihov prid. Mislim, da bodo to rezultati pokazali in takrat bo tudi zaupanje večje. Zdaj pa moramo to zaupanje, koliko je, izrabiti kot en nov razlog za to, da damo še več od sebe, kolikor lahko, ne vem pa koliko manevrskega prostora je v čisto fizičnem smislu. Zakaj imamo tukaj tega Pahorja not? Zakaj ti ne je šlo, ga mnateri še te prazne šalice, si ti kres, ali kaj si čuke, da ti meni reči, boj, kdo je spil ven tole še kafe, ko sem ga izpredal. Včeraj je predsednik države Danilo Türk za vse tiste, ki ste pozabili, kako izgleda, prilagamo njegovo fotografijo. Aha, ne, čak, moment, ne prilagamo njegove fotografije, zaradi tega, ker imamo trdam, Kjeri prasci, lejna. Kjeri prasci. Kako ste vam izvedli, da imamo več 30 let, na. Skratka, tole omaknemo, pak. Ti si jim pojedel, brsneti prasec. Ja, vi se zabavajte, jaz bom pa do konca povedal. Skratka, včeraj je predsednik države Danilo Türk za vse tiste, ki ste pozabili, kako izgleda, prilagamo njegovo fotografijo, gostil pogovor s predstavniki javnega in kulturnega življenja ter veteranskih in domoljubnih organizacij o vrednoti domoljubja. Izpostavil je, da je domoljubje najmočnejše, ko so ljudje v položaju, ko je ogrožen njihov narod. Sedaj živimo v bolj ugodnih razmerah, tudi pomen domoljubja kot vrednote, ni zmanjšan, odprto pa je vprašanje njegove politične artikulacije, je dodal. Kako mladi danes vidijo domoljubje, pa nam je zaupal predsednik Zveze borcev NOB, Janez Stanovnik. Ej, ko je to? Se je najboljše. Janez Stanovnik. Mladi ne razumejo domoljubja tako, kot so ga razumeli za čitalniško domoljubje v 19. stoletju, ampak oni ga razumejo v modernem smislu. Naša mladina ne živi več po alpskih dolinah, ampak živi v svetu. In naša mlada generacija živi z svetom naprej in gleda planetarno, globalno, ne pa alpsko-planinsko.
Sosedje avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto se že del časa razburjajo nad prevelikim hrupom, ki ga v nočnih urah povzročajo obiskovalci Metelkove in jim tako kratijo spanec, ti umazani artisti. Tega je največ... Zapestnica proti komarjem. Afrika, Herko. Daj pihan, to smo pozabili. Tadam, okej. Hrupa je največ, ko obiskovalci zapuščajo klube ali se zadržujejo na dvorišču centra. Motijo pa jih mladi, ki posedajo na dvorišču, popivajo in ne kažejo interesa za kulturne vsebine centra in najverjetneje govorijo grde besede. Dej, Eri, ti že bratna, pa grema torto jest, na. Jaz sem ful velik kos. Metelkova. Imamo 5 do 12 policijo tukaj, gospa. Čakajte, gledajte, jaz ne lažem in nič ne govorim neresnic. Jaz vam dejstva govorim. Resno. Jaz pa skačem pa policijo, kličem zato, ker mi je ponočno lušten delo. Kdaj ste nazadnje? 14 dni nazaj. Točno tlele. Ja, ne vem, tle ali tam. Jaz sem jo danes ponoči. Policaj vam bom zdaj povedala. Imela sem drug dan služba in to sestanek na sestanek. Nisem mogla zaspati, ker je bilo tako noro hrupno, pri zaprtih oknih, da se nismo mogli normalno pogovarjati. Pokličemo policijo, je rekla, do enih imajo dovoljenje. Smo pol 12 nekaj. Ja, pa zakaj pa, če ste imeli do enih dovoljenja? Zato, ker zaradi vas, ker nočemo vas ugrabiti. Policaj je rekel, da sploh ni šel sem. To je njegov, mislim, čakajte, gledajte, ampak, a vidite, vi govorite neki, jaz predvidevam, da je nekdo drug telefoniral. Predvidevam, da je nekdo drug telefoniral. Kam, zdaj ne razumem vas? Jaz pa tudi vi me zastopite. Ne, veste, da Pahor tle stanuje, verjetno je gospod Pahor pa pisal. V momentu bil je. Slovenija, 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 kulturac. Še malo, bom pa prišel do konca, ne. Tripaj se. Enega za mamo. Pričetina, enega za Jonasa. V Avli Radia Slovenija v Ljubljani so odprli fotografsko razstavo Muzeja novejše zgodovine Slovenije, prvi jugoslovanski festivali džeza, ki je del razstave Glasbeni svet 60-ih, ob 90-letnici fotoreporterja Edija Schellhausa. Jaz moram ful špeha dobiti, a veš, ko nam jedla ful cajta, spoda tam. Edi Schellhaus. Edi Schellhaus. Takrat sem se zreno dober in namesto, da bi slike dal v časopis je bilo že prepozno, ker časopis je izhajal bolj zgodaj. Tako da sem izkoristil priliko in sem enkrat izjemoma posedel po tleh in še jaz poslušal. Zdaj pa na koncu vsem lep pozdrav in hvala vsem, ki ste pripravili to razstavo. Srečno! Zdaj pa vas vabim, da si vzamete čas in da si spočijete oči na teh redkih in res unikatnih fotografijah Edija Schellhausa. Te bodo v naši hiši na ogled do 10. julija. Potem pa bodo Avlo Radia Slovenija do 10. avgusta krasile tudi fotografije z prvih festivalov popevk s poudarkom na slovenski popevki. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Še vreme? Ej, po mojem, da bo fajn. Dan se še malo zlije, pa vščije, pa to jutro bo sonce. Zato, ker ima jutro poslovilni piknik. Sam bo ziher fajn, no res, no bomo špilali. Ja, fajn. Pa skakali, bomo gre pač res. Tiho bo, da ne vškli so vraga zdaj na... Solence. Iz Ljubljanskega studia 136. Okopali se bomo v reki. To je bila torta. Vesti na vesti, pa torta, ja. Torta, ne torta. Že pa sem čuje torta, da je po štajersko. Jaz pa nisem štajerka, ti pa gledek ne. Spale z Primorske neki prški, kar jaz vem, ala? Na boji zdaj, na? A še ni zmanjkalo časa? Ni še zmanjkalo, ne, sploh di še malo torte vzemi, na.